Predaval bo profesor dr. Borut Škodlar, predstojnik enote za psihoterapijo Centra za mentalno zdravje, ki deluje pod okriljem Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Dr. Škodlar se je v psihoterapiji izobraževal na področju logoterapije in eksistencialne analize, individualne psihoanalitično usmerjene psihoterapije in skupinske analize, raziskovalno in klinično pa se ukvarja predvsem s preučevanjem fenomenološke in psihodinamske osnove psihoterapije psihoz. Kot sem že omenil danes večkrat, pa je za nas danes pripravil predavanje z naslovom Doživljanje telesa, diferencialna fenomenologija med depresijo in shizofrenijo. Pa vas kar vabim na oder in vam predam mikrofon. Ja, lepo pozdravljeni, pa hvala za povabilo organizatorjem in sploh za organizacijo. Bom tole dal kar tlele. Enih takih dogodkov, ki pritegnejo ljudi, da razmišljajo še o drugih aspektih doživljanja našega funkcioniranja. In jaz bi se danes z vami pogovoril oziroma nekaj povedal, pa kakšno upam diskusijo tudi še ob koncu razvijamo, kako doživljamo telo. Depresivnost in shizofrenija sta psihotična stanja, so taka paradigmatična duševna stanja ali pa taka ekstremna duševna stanja, v katerih se določene stvari bolj pokažejo in bolj izrazijo, da lahko razumemo tudi običajno doživljanje, bolj ekstremno mogoče. Pa bomo se skozi ti dve sprehodili skupaj. Najprej o doživljanju telesa samem. Zdaj vse od začetka raziskovanja o fenomenologiji, ki je ena veda, ki jo mnogi med vami poznate gotovo, ki se z doživljanjem ukvarja. In raziskovanjem je seveda telo eno takih prvih osnovnih ravni doživljanja. Tako da je Husserl, začetnik, že v 1907 v enih predavanjih takole zapisal, da rečeno splošno, vsaka stvar v svetu mi lahko ubeži, le moje lastno telo ne. In nekako fenomenološko, izkustveno gledano, lahko telo razdelimo na dva dela, na dva aspekta doživljanja. Eno je to bolj subjektivno, medij, skozi katerega prvoosebni, moj medij, skozi katerega svet, sebe, druge ljudi sploh doživljam. In drugo je telo kot objekt v svetu, kot drugi objekti, kot nekaj, kar lahko merim, kar lahko opazujem, kar lahko proučujem, kako je v običajnem, pa kako v, kadar so motnje prisotne. En Husserlovih učencev, Merleau-Ponty, je posebej se poglobil v telesno doživljanje in to, kako se mi skozi telo in skozi telesno doživljanje odpira celoten svet, oziroma brez tega sploh ni sveta za mene. In je takole zapisal v fenomenologiji zaznave, enem svojih temeljnih del: ko razmišljam o bistvu subjektivnosti, ugotovim, da je povezano z bistvom telesa in z bistvom sveta. Kar pomeni, da je moje bivanje kot subjektivnost eno z mojim bivanjem kot telesom in z bivanjem sveta, ter da je nenazadnje subjekt, ki ga predstavljam jaz, v konkretnem smislu neločljiv od tega telesa in od tega sveta. Je pa telo tako skozi vsakodnevno življenje, skozi vsakodnevno funkcioniranje v svetu transparentno, pa lahko je transparentno, moramo verjetno reči. Lahko se umakne v tiho dimenzijo, kot temu nekateri filozofi rečejo, in ga v zavesti preglasi svet zaznave, to, kar doživljam, na kar se usmerim izven sebe. Se pa ponovno pojavi, ali pa se bolj izrazito pojavlja takrat, kadar je nekaj narobe, kadar nekaj ne funkcionira v telesu, kadar se izgubi ta transparentnost tega medija, skozi katerega doživljam vse skupaj. Ta pretočnost, ki je tako tiha, da jo niti ne zaznavam, ali pa nežno, če se v to poglobim, če vadim neko
kontemplativno prakso. In takrat, kadar ne funkcionirajo stvari, lahko doživim to kot blokado, kot opredmetenje ali pa obteženost telesa, kot nepretočnost in podobno. Skoraj podobno, če tako pomislimo, kot se z jezikom dogaja. Jezik je tudi medij, skozi katerega zdaj niti ne razmišljam, če ne bom začel, oziroma če bom začel preveč, se mi bo začel zatikati. Bo to nek prosojen medij. Če pa se zatika, če ga ne znam dobro, če sem v tesnobnem stanju, kakorkoli zapletenem stanju svojem, bo pa postal jezik. Bom začel se z njim ukvarjati, z besedami, z stavki, kako tvoriti in podobno. Tako podobno je z jezikom telesa. Če se zdaj ozremo k dvema motnjama, ki sem jih omenil, da jih pogledamo od bližje, to sta depresivnost in shizofrenija. Seveda se med njima tudi marsikateri prepleti, lahko se depresivna simptomatika pojavlja pri ljudeh s shizofrenijo in obratno, lahko se psihotični pojavi pojavljajo pri depresiji, pa vendar tako fenomenološko izkustveno zgledano sta pa v marsičem različni ali celo nekako nasprotni. Pa bomo to skupaj pogledali, ker namreč eno od teh nasprotij je prav telo, telesno doživljanje. V depresiji gre za stanje, kjer smo zelo nekako vpeti in obremenjeni z eno osrediščenostjo, z vlogo, ki jo imamo v življenju oziroma ki jo ne morem izpolnjevati, tako kot bi želel. Eno ujetost čutim v telo, v preteklost, pretirano se identificiram tudi za svojo vlogo in s temi vlogami tudi, ki naj bi jih opravil, pa jih težko zmorem. Imam občutke krivde, predvsem v tem etičnem smislu do drugih ljudi, bomo še pri čustvih pogledali malo bolj natančno. Na drugi strani, ljudje, ki so psihotični, ki se jim zgodi en tak, tudi rečemo lahko temu odklop, odmik od običajnega sveta, odpelje se človeku v nov svet. In to je izkustveno zelo drugačno stanje, je ekscentrično, je odtelešeno, od vlog, norm odmaknjeno. Odtujenost je pogost občutek, eno preveliko odprtost, svobodo. Je ena pozicija odmaknjenega opazovalca, ki gleda na svet, naj si bo v psihotični zgodbi ali še pred njo. In so bolj ena ontološka vprašanja, ne toliko etična v ospredju. Še par distinkcij. Lahko rečemo, da pri depresivnemu človeku, če ne gre za kakšen zaplet s psihotičnim, kot sem omenil, lahko zgodi, je občutek, kaj manjka, ohranjen. Človek raven zaradi tega čuti neko krivdo, sram, nelagodje. Dočim pri človeku s psihozo se pa ta merilo, ta vatli, kaj je tisto, kar manjka, tudi poniknejo, se umaknejo, zmanjkajo. Zato sem bolj zgubljen, kot smo rekli prej. Pri depresiji torej čutim bolj eno tako kvantitativno, neko zmanjšanost energije, volje, zagona, vloge oziroma funkcij, ki jih imam, dočim pri psihozi pride do kvalitativnih sprememb. Drugače se počutim, tuje, spremenjeno. Sam in svet je spremenjen. Čustva so prav tako pri enih in pri drugih drugačna. Skladno s tem, kar smo že rekli, so občutja krivde zelo odnosnega smisla pri depresiji. Torej, vsekiram se za to, ukvarjam se s tem, kako sem do drugih, da nisem, reče človek, vse sem narobe naredil, kriv sem zaradi tega, ker nisem izpolnil ene vloge, nisem bil dobra mama, oče, nisem se dobro tudi sram zaradi tega, ker sem iz tega etičnega ven, kot smo omenili. In obup zaradi tega, ker ne dosegam, ker ne zmorem, ker nisem vreden, da bi vse to speljal. Dočim pri shizofreniji so ta občutja drugačna, krivda tudi pogost občutek, ampak krivda bolj v enem smislu, takem ontološkem, zato, da svet tako je, da se nekaj dogaja zaradi mene, ker sem, ampak
splošno v svetu kot celoti, ne v bolj odnosnem smislu. Tudi sram izvira iz tega. Sram me je, ker se počutim tako drugačnega, tujega, ne zato, ker česa nisem naredil ali pa naredil narobe. In obup prav tako lahko vodi tudi do popolnega nihilizma, kot je to Jaspers opisal. Eden pacientov se mi je zdelo ilustrativno za to predanje, kako je z depresivne v psihotično fazo zdrsnil, je rekel, prej sem še imel neke druge aspekte čustvovanja, je bilo dosti več bolečine, ampak s to bolečino sem čutil tudi nekaj zdravega še. Potem sem pa zgubil bolečino, pa se bojim, da sem s njo zgubil tudi nekaj zdravega in da zdaj sicer bolečine ni, ampak mogoče nisem več isti, kot sem prej. Če se ozremo na telesne vidike, telesni vidiki, bomo jih še večkrat podrobneje pogledali, te je vedno težko opisovati. Tako imamo eno tako jezikovno bariero, imamo tudi komunikacijsko bariero, težko drugmu, ker tudi ne vemo, kako drug doživlja in ne bo razumel v tem, oziroma tudi, ko poslušam, ne vem, če razumem, in tudi klinično je težko opredeljevati te simptome. Pa vsem probajmo. Pri depresiji torej se telesno gledano zgublja fluidnost, pretočnost, telo postane težko otrdelo, odpor je vsakmu vzgibu, intenciji, nekem, da bi pokrenil. Konsolidira se, obteži se, taka hiperutelešenost lahko rečemo in ni več te naravne kapacitete, da presegam svoje telesne in da se lahko oziram na nekaj onkraj, nekaj izven svojega telesa. Telo postane prevelika blokada za vse, za celoten moje doživljanje. Dočim pri shizofreniji, skladno s tem, kar smo že rekli, je pa šibkost telesnega doživljanja, je hipotelešenost ali odtelešenost tudi oboje. Šibko ga doživljam in še odmaknjen od telesa se lahko počutim, odtujenega, fragmentiranega, v enem velikem razcepu. Svet, ljudje, celo moje telo in jaz smo ločeni. Pogosto takšna občutja opisujejo. In s tem se zgublja tudi ta običajna utelešenost za to, kar recimo Merleau-Ponty tudi posebej poudarja, da smo mi vedno medtelesno, ko smo drug z drugim. In ta medtelesnost se, če je tako šibko telo, zmanjkujejo in se zato zmanjkuje tudi stika z drugimi ljudmi in se počutim lahko sam in tako. Ne samo sam, ampak povsem drugačen od vseh, torej sam kot predstavnik ene druge vrste ali drugega bitja, kot so drugi. Izkušnja, čist kratki dve vinjeti ali pa živost v meni je povsem prekrita z neko neverjetno težo, da komaj verjamem, da sem še živ, tako reče depresiven en pacient. Drug s shizofrenijo reče, začel sem se počutiti predvsej odmaknjenega od vsega, ker postajam predmet in predmeti nimajo občutkov. Tukaj je opredmetenost, ampak ta tuja odmaknjena, to ni tista teža depresivnega telesa, kot smo ga prej opisali. In iz tega ven se lahko cela paleta enih občutij, če omenjamo samo depersonalizacijo ali pa cenestetična občutja nekih velikih spremenjenosti in nepovezanosti v telesu, pritiskov in tako naprej, ki se lahko razvijajo v cenestetične in druge blodnje telesnega občutka. Tako da to je podlaga za tudi določene zelo specifične telesno obarvane fenomene, ki sodijo v obseg psihotičnega. Lahko se pa razvijajo tako pri depresivnih in kot pri ljudeh s shizofrenijo. Kaj lahko in k čemu nam lahko ta znanja ali ta vedenja o telesnem doživljanju napotijo, kaj nam lahko pomenijo za pomoč ali pa za tudi, če človek pri sebi to, kaj lahko s tem naredi ali pa si pomaga. Mislim, da so to pomembna izhodišča, da telo je tako veliko delovišče, če tako rečem, da tisto, skozi kar, kot smo uvodoma rekli, vse doživljamo, zato so tudi terapevtski pristopi ali pa to, kar lahko naredimo, vezani na to.
eno, da razumemo ta stanja, da vemo, o čem govoriti z ljudmi, ki to doživljajo, oziroma obratno, da človek, če to doživlja, ima besede, ima neke koncepte, skozi katere nam to lahko sporoči. Zato so ta vedenja pomembna. Odkar sem se več ukvarjal z temi raziskavami, se mi je zdelo vedno, da imam veliko več tem, o katerih lahko govorim z ljudmi, ki pridejo po pomoč. Tako da razumemo, zakaj se počutijo krive, recimo, zakaj jih je sram, zakaj so obupani, zakaj se počutijo drugačne in ločene od drugih ljudi. Kvalitativno smo videli, so razlike pri enih in pri drugih. Eni so zato, ker se krive počutijo, da niso dovolj naredili ali jih je sram, drugi so pa zato, ker takšni so. Kot je rekel en fant, vse na meni je narobe, jaz nisem dovolj dober, da bi niti hodil po ulici, kaj šele v kakšni drugi vlogi. Tako. In po eni strani prekomerno ukvarjanje s svojo vlogo ali pa ukvarjanje s tem, kakšen je ustroj sveta. Teme so različne, s katerimi se ukvarjajo in to je psihoterapevtsko izhodišče. Ali pa nekaj, kar lahko obravnavamo, s čimer se ukvarjamo. In če zdaj to še razširimo ali pa podložimo s telesnim delom, je prav tako, če slišimo, razumemo več o tem, kako doživljajo svoje telo in je telo tisto, skozi kar doživljamo svet, potem je to in druge ljudi in čustva, kot smo videli, je to nekaj, kar je pomemben, kar je dobro nasloviti v terapiji. Pri tem, če pogledamo depresivno stran, je predvsem pomembno, da se povečuje pretočnost, da se ta teža olajšuje, da je telesno doživljanje postaja spet nekoliko bolj lahko in ne povsem zablokirano in monolitno. Sprostitvene metode. Vsaka telesno osveščena aktivnost, od sprehoda, aktivne telesne vadbe, katere druge, plesa, ki je tudi v terapevtskem smislu lahko uporabljen. Potem tudi dejavnike in pogoje za to, da kaj vpliva, da lahko skozi telo doživljam, kaj mi določena aktivnost, določeno srečanje in situacija povzroči, da skozi telo spremljam, kje sem, kar omogoča recimo čuječnost. In na shizofreni strani so napori pomembno jih usmeriti v večjo prizemljitev, v to, da ta stik, da se zmanjšuje distanca, odmik, da se zmanjšuje odtelešenost, o kateri smo rekli, in tudi, da se prepoznavajo te vzgibi in te pogoji, ki povečajo distanco in tisti, ki jo zmanjšujejo. Med njimi spet sprostitvene, progresivno mišično, ki je s telesno aktivnostjo bolj povezana, čuječnost, na telo zelo usmerjene metode. In pa predvsem, da ljudje tudi, ki, tako smo rekli, šibko doživljajo in telo in sebe, da tudi tiste vzgibe male, subtilne, da se naučijo prepoznavati in jih prevedejo v prakso, da ne ostanejo, njim je relativno lahko jih pustiti, da grejo mimo ali jih ne, da se ne. Ampak če se nekako, če delamo na tem, da se, oziroma oni tako se aktivirajo, da se res, s tem pa se potem, z vzgibom, da bi nekaj naredil, da bi se z nekom srečal, da tudi če pride zelo nežen vzgib, ki ga lahko mirno pozabim, da grem in se srečam z drugim človekom, da grem na sprehod, da grem na eno aktivnost, to bo povečalo potem to. Sem že pri koncu, samo s tem slajdom ne bom našteval raziskave, ampak so raziskave, ki dobro pokažejo, da recimo čuječnost tako za depresijo kot za psihotične motnje je učinkovita, da so tako posamezne študije kot metaanalize pokazale, da je učinek. Prav tako določena in tista na telesno aktivnost vezana, izkustvena, izrazna, psihoterapevtski mediji so prav tako dragoceni pri tem. Lahko torej rečemo, ne samo
mindfulness, ampak tudi bodyfulness, tako za oba tipa motenj. Je pa pomembno, da čuječnost ali katerokoli od teh metod vzamemo, je to en tak velik pojem, velik žakelj. Mi moramo razumeti znotraj nje, kaj delamo, in to je poskus te diferenciacije, ki jo tudi danes depresiven človek je dobro, ali pa z drugimi poudarki vadi, ali pa na druge stvari je pozoren, ali pa drugače te isti metode delujejo na njega, in to, če človek pozna, lahko bolje sledi in tudi postane sama metoda učinkovitejša za njega ali njo. In čisto na koncu en fant, ki je imel s psihozami, nekaj njih, 2, je že doživel, ko je pri nas potem na oddelku tudi srečal se s čuječnostjo in jo začel redno vaditi, in je potem enkrat, ko je prišel na kontrolo, takole rekel, da je ugotovil, da ne more postati psihotičen, če ne kreira zgodbe, če se ne zaplete v miselne napletanje neke razlage in zgodbe, ampak ostane prisoten, ostane pri telesu in dihu. Tako da je to ilustracija tega, kako lahko z ostajanjem pri telesu in raziskovanjem telesa smo tudi na zdravilni poti. Hvala lepa. Najlepša hvala za to predavanje. Zdaj pa še par vprašanj, ki smo jih prejeli. Najprej, a se pri shizofreniji pogosteje pojavljajo izventelesne izkušnje? Se. V skladu s tem, ko smo rekli, da je že neka primarna nagnjenost ali pa ranljivost, ki jo ima v telesni shemi človek s shizofrenijo, da je ta distanca, ta gap med doživljanjem in telesom velik, je pravzaprav izventelesno stanje samo varianta tega ali blaga nadgradnja in se relativno pogosto zgodi. In je pa pri tem, če še to dopolnim, torej poleg tega, da se zgodi tudi to, da če človek ne reagira z anksioznostjo, s tesnobo na njo, se lahko spet vrne nazaj. Če ne reagira s strahom na to izkustvo, ni nič posebej nevarno, nič ni, kar bi tudi napovedovalo, da je to zdaj prehod v psihozo. Če pa se to zgodi recimo sredi enega že tesnobnega, že zelo razrvanega, že predpsihotičnega stanja, pa se to lahko seveda še doda, potem in si človek to blodnjavo interpretira. Prav, pa mogoče bi še jaz imel eno vprašanje. A bi rekli, da te procese, ki ste jih danes opisovali, da lahko delujejo v obratni smeri, da se pravi določena somatska sprememba, recimo neka telesna bolezen, sproži spremembe v doživljanju telesa, ki se potem tudi odražajo z spremembami čustvovanja, mišljenja, z nečim, kar je podobno mogoče depresiji ali skizofreniji, pa je v bistvu nek sekundaren pojav. Mislim, da ja, ne samo mislim, tudi poznam raziskave pa izkušnje ljudi, ki so to opisovali, točno to, kar ste rekli, da se v bistvu se je nekako logično, oziroma če tako pogledamo, deluje seveda v obratni smeri prav tako. Če je neka telesna disfunkcija, neko jasno dogajanje v telesu, to proži tudi čustvena in miselne procese. In raven tako, in to bi bilo tudi zelo dragocen za posamezne medicinske panoge, kjer se posamezna obolenja, da bi lahko prepoznavali, kakšna ta telesna doživljanja so. Se zdravniki na telesna doživljanja samo bolj v drugem smislu smo mi učeni in trenirani, v tem merljivem, zaznavnem smislu, izkustvenem pa manj. Ampak je to zelo dopolnjujoče znanje, da bi to še poznali, ker bi s tem tudi s pacientom lažji kontakt vzpostavili, lažje bi nam povedal, kaj je pri njem, pa še zraven bi vsa ta spremljajoča, recimo anksioznosti, depresivnosti, lahko tudi psihotičnosti zaznali in tudi pa zdravili. Prav, najlepša hvala še enkrat za predavanje, to je še malenkost z naše strani.